Dober dan, prav lepo, prisrčno pozdravljeni na oddaji MTKTV. Ne, to je program, oddaja je pa, je pa za javnost. Evo, javno MTKTV, javno, kitajska, nema se hecam. Dobro jutro, dober dan, živijo, lepo pozdravljeni. Jaz sem rekel, da imam, priden sem bil, ne, in imam neke stvari že narejene za te naše naročnike, ki zastopijo, da je tole nek produkt, ne, ki seveda ne gre za to, da bi Matej služil mastne denarje, ampak da vsaj cenimo pretok energije, sem večkrat rekel, ne gre čist za denar, tudi sem zgodbo kupam. Tudi kilo krompirja, samo da gre za občutek, da nekdo nekaj da. Ok, cool. Da ne bo se folk spotikal, to, da je Turšič, pa zdaj pa pa računa je pa izdajalc. Ne. Izdani smo bili mi vsi in tega se moramo dobro zavedati, da izdaja človeštva, ljudi je tukaj in zdaj vsak dan večja in večja. Sploh ni šanse več, da kdo to skrije. Ker v bistvu smo mi postali mediji pravih, bom rekel, bolj pravilnejših informacij, po svojih najboljših močeh, bom rekel, vsa istraživanja, raziskovanja, delamo popolnoma brezplačno, ne na taki bazi, kot ima RTV nekih novinarjev, ne samo RTV, nasploh televizije po svetu in v Sloveniji, kjer imajo dovolj količine denarja, bom rekel, od reklam, pa od naročnin, pa jaz ne vem kaj še vse, da dobimo ven sproducirano, dirigirano laž. Vsi mediji delujejo enako in vsi delujejo na principu propagande, torej zavajanja in laži. Pravzaprav so celo tudi vas pripeljali do točke, mislim vas, Slovence, da niso ljudje verjeli znanosti, ampak so verjeli televiziji, kaj je znanost rekla. Ker tisto, kaj je znanost rekla, ni res. Mislim, tisto, kaj so rekli po televiziji, da je znanost rekla, ni res. To so rekli neki plačani posamezniki. Znanost tistih ljudi, ki se borijo v naše dobro, v dobro ljudi, pa so glasno opozarjali na nevarnost cepiv, na v bistvu neškodljivost virusa, pravzaprav na celo sam neobstoj virusa kot takega, in da so cepljenja pravzaprav največja škoda, ki jo je človeštvo lahko prejemalo, poleg vseh drog in drugs so zdravila in droge, ista beseda za dva pomena, eno kao zdravi, eno pa kao ubija. Droge so v Sloveniji in svetu široko prisotne in uničujejo namensko tiste centre, ki jim najbolj prav pridejo, da so frderbani, ne? Oziroma, da se gradi nekaj, kar ni realno. Bom se zdaj zataknil, obregnil ob kokain, ki umetno zvišuje ego, samozavest, moč, gobec ti odpre, pameti ne, gobec ja, pameti ne, in jemlje energijo iz tistih centrov, kjer imamo mi shranjeno zalogo energije za naše, bom rekel, potrebe. Človeško telo ima hud rezervoar energije, ki ga uporabi, kadar se sprosti adrenalin, takrat kot hormon boja, takrat se ustavi peristaltika, torej kompletna prebava in vse nenujne funkcije in se dvigne srčni tonus, hitrejše dihamo, zenice so odprte, prenos kisika je hitrejši, tako. In ta adrenokrom je seveda zdaj nič več nova stvar, bil najbolj razširjena droga, ki je bila pridobivana z mučanjem otrok, da so sprostili ta adrenalin in iz tega so pridobivali adrenokrom, ki je bil eliksir mladosti in najbolj zasvojljiva droga. No, tu sem vzel zdaj tako bolj kratek povzetek za tiste, ki še tega ne veste. Zdaj, izdaja ni bila samo na nivoju zdravstvenega nepoizkusa, to je bil genocid. Ideja je bila, da nas popikajo, kontrolirajo, vžgejo 5G, da nas zastrupijo iz zraka, iz vodo, iz hrano, iz vsem.
In kakor lahko, ne glede na vse grožnje, ki jih smo deležni od raznih ljudi iz uradnih medijev in alternativnih virov, če se hočemo tako imenovati, nič od tega se ne bo zgodilo in se zares ne dogaja, ker smo večkrat opozorili, da imajo pod kontrolo kompletno vse stvari beli. Sicer bi ta Bidenova administracija, fake predsednika, ki nikakor ni fake, bi Bidenova administracija najraje sprožila atomske, da bi pokale eno za drugo. Tudi Trumpov govor današnji je bil ob 3 ponoči, v živo iz Mar-a-Laga, se pravi, to je rezidenca Bele hiše v Miami ali Florida, pač na nekih lepih obalah, Mar-a-Lago, tam so imeli konferenco, naj dodam tlele, nad Mar-a-Lago, tam je bil zaprt zračni prostor in mislim, da je kar skozi zaprt, ne smeš nad Mar-a-Lago leteti nič, ker tam je prava predsedniška rezidenca zadnje 2 ali 3 leta, oziroma odkar je kao Biden prevzel to predsedovanje, vse to je igra, nainštalirana, vse to mi gledamo stvari, ki jih mediji sproducirajo na osnovi studijev, hollywoodskih studijev, na osnovi igre in nič, kar zvemo od tam, ni pravzaprav res, razen tega, da ustrahujejo. Strah je pa precej realen in strah je največje orožje, ki si ga je v bistvu zamislila elita proti nam nucati. En poizkus so naredili, pa zdaj ne vem katerega leta, so dali 2 ovci v kletko in enega volka v kletko. Ena izmed ti 2 ovci sta bili hranjeni enako in sta se enako razvijali, dokler niso dodali kletke z volkom, ki ga je ena izmed teh ovc videla, druga pa ne. Obe so enako naprej hranili in imele sta enake pogoje, vendar tista, ki je videla volka, je sherala, se tresla, bila v stresu in na koncu poginila. Torej, strah ubija. Se zastopimo, to je eden izmed takih primerov živalskih poizkusov. Na lastni koži oziroma na opazovanju ljudi pa lahko rečemo, da je stres kriv za večino bolezni, ki se porajajo v sodobni družbi, pa je kljub temu tako zanemarjen ta stres kot mobbing, kot situacije, bom rekel, naj si bo s položnicami, pa bo drago, pa bo virus, pa bo, vsega tega ustrahovanja je neskončno dosti. Tako da čuvajte se, strah je nepotreben. To vrsten strah, ki ga je, v bistvu mi živimo na 20% strahu ves čas. Vi, jaz ne, mene ni strah nič več. Ga pa mi moramo imeti v sebi strah oni obrambni mehanizem, sem enkrat že razlagal, v kontekstu pred nevarnostjo se ustrašiš in takrat se adrenalin špricne in ti padeš v hormon boja in takrat si pozoren, previden in to ti v bistvu te zaščiti pred življenjem. Vendar, ko vidiš, da je nevarnost mimo, da je vse okej, potem strah daš na 0. Da pa mi smo hodili spat z mislimi od strahu, da smo se zbujali v strah, da smo delovali v nekem vrstnem strahu, kaj bo zdaj kdo kaj preletel ali nekaj, to pa ni prava stvar, to je pa umetno narejen in zelo nevaren. Zato vam polagam na srce, dajte se malo skontemplirati o tem strahu, malo razmišljati o tem strahu, da kako se ga znebiti, da ko stopite v svoj mer, ko stopite v svojo širino zavesti, se zavedate prevare, ki se je zgodila, lahko ugotovite, da ste, ne vem, saj so moderne, pa svoboden človek, pa domorodna skupnost, pa ne vem kaj še vse, ne poznam, ne bom se spuščal, ne zanikal, ne potrdil. Dovolj je, da se človek sam v sebi zaveda, da je sam sebi oblastnik, lastnik in sodnik in grešnik, konec koncev, a ne? Da je človek sam zase odgovoren, ne velja dajati oblast slepo nekomu, za katerega
že zdaj točno vemo, da je, pa naj si bo predsednik vlade ali pa države, Republike Slovenije, d.o.o., by the way, ko mi že vemo za vse njihove podle izjave, dejanja, delovanja in to, da pač so del sistema, mi smo to kao volitve in gremo volit pa bo. Nič ne bo boljš in ni prav, da predajamo oblast in če sem prav seznanjen, 810,000 Slovencev se je odločilo, da oblasti ne preda. Jaz sem v eni fazi rekel, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, pa pika. In dajmo se tega zavedati, da jo lahko izvajamo samostojno in z volitvami. No, tisti, ki nismo šli na volitve, jo bomo in jo izvajamo samostojno. Zaradi tega je tudi čas, da zahtevamo imena tistih, ki so Slovence v naši prečudoviti deželi izdali, prodali, zavajali in na koncu želeli umoriti. Sodni dan ni tisti dan, ko se odpirajo sodi, to ni Martinovo, pa tudi ne pomeni tudi, da bo sodni dan zunaj, da bo cela nevihta, čeprav je neke vrste nevihta, kjer sodni dan, gospodov sodni dan prihaja do vsakega posameznika. Justice oziroma pravica, tista, kaj je pravično, je daleč od tega, kaj so nam razlagali skozi rimsko pravo. Skozi rimsko pravo je marsikaj zakonito, pa tudi pod točko razno ni moralno. In marsikaj je zdravilno in moralno, pa je strani rimskega prava prepovedano. Tako da nad tem pravom se nahaja pomorsko pravo, nad njim je pa še karma, pa bom rekel kozmični zakoni, karmični zakoni, katerih se ne sme kršiti. Prepovedano je mučiti ljudi, prepovedano je izdajati ljudi, prepovedano je ljudi mučati, z njih delati diamante in adrenokrom, to je prepovedano, to se ne sme, to je karmično narobe. In ker smo živeli v svetu, ki ga je preplavilo zlo, ki je zlo ujelo v svojo past tudi nedolžne ljudi, je čas, da malo širše začnemo razmišljati. Zdaj, nekateri so se ujeli, nekateri pa so zavestno tudi bili plačani, da so počeli, kar so počeli. Zdaj pa že prihajajo konkretni zneski ven. In ti ljudje so se pred časom, oziroma se zdaj čedalje bolj zavijajo v molk in kršijo 11. božjo zapoved, ki pravi: ne delaj se neumnega. No, to sem jaz produciral, se kar rad pohvalim. Ali pa če jo ne bi, se vsem šmoren, sem ne mi delati neumnega. Dajmo se skupaj pogovarjati o tem, kdo so bile prve žrtve. Žrtve, ki so bile prve na listi, so bili nemočni, šibki in nedolžni. Starejši v domovih za ostarele, ki so jih namenoma z napačnim pristopom zdravljenja od tega covida, ki so jim ga umetno našli v nosnicah s temi testi, ki itak ne delajo, dokazano že večkrat, še zmeri tupijo, kam če greste v zdravstvene domove, pa to vam še zmeri tupijo, da se morate testirati proti nečemu, kar ne obstaja, z nečem, kar ne pokaže niti pod točko razno nepravega rezultata. Tako da, dajmo tako globalno razmišljati. Ja, mnogo ljudi se dela neumnega in probajo nič govoriti, misleč, da jih bo molk obranil. Ne, nič več. Molk, delati se neumnega, laž in pa mogel sem to delati, kaj pa čas, sem mogel, se to bila moja služba, kaj pa sem hotel. Ti 4 parametri ne pridejo več v poštev. In jaz sem večkrat javno opozoril predvsem
zdravstvene delavce, moje bivše sošolce in kaj smo že pol, če smo v profesiji isti, da bežte ven, dok imate čas. Da bežte ven, pa povejte na glas, ker zdravstveni delavci ste prav prvi, ki veste, kaj se je dogajalo za 4 stenami. Če boste spregovorili na glas, boste heroji, če boste molčali, zagotovo ne boste ostali na svobodi in svojih dodatkov ne boste mogli uživati, ne glede na to, da ste kupili premičnino, nepremičnino ali pa zlato. Nima veze. V vsakem primeru naj opozorim, 15 let je vsak prebivalec Zemlje sleden strani Security Agency, Agencija za varnost, sem pa pozabil točno ime, skratka, mi vsi smo sledeni strani temnih, ki so želeli vedeti vse, kaj mi mislimo, govorimo, katero reklamo nam bodo dali, kje nas bodo včopili, kaj tako, in strani belih. In strani belih je zabeležen čist vsako dejanje, gre za message, torej SMS, maili, vsa sporočila in tudi glasovna komunikacija. Tako da vsi ste in smo kontrolirani. Da je sodni dan blizu, potrjuje izvedba, zdaj pa ne vem, ali je bilo javno ali ne, vendar po Nürnberškem zakonu so sodili in umorili prvega zdravnika v Maleziji in naj bo to počas nastavek, da boste razumeli, da ne bo izpuščena nobena država in nobena vas. Vsak, ki ima prste zraven, bo prišel na vrsto. Na vrsto. In zdaj tle v to kategorijo ne spadajo samo zdravstveni delavci, ampak vsi delavci javnega sektorja, ki veste, kaj se je dogajalo in koliko nepravilnosti je bilo narejenih pod pretvezo umetne, lažne pandemije virusa, za katerega nimamo nobenega dokaza o obstoju. Pa da grem naprej na virus. Zdaj je še gripa aktualna, cepljenje za eno in za drugo, prej je bil COVID, zdaj je pa gripa, oziroma v vsakem primeru gre za čiščenje. In zdaj bom jaz probal poiskati, kje imam tole stvar, ki sem si jo shranil. Evo, imam dr. Herbert Shelton je leta 1944 napisal cel članek z naslovom Gripa. A vam ga preberem? Evo, saj sem se učil brati črke, znam. Zdravniki in bolniki se le redko zavedajo, koliko je zdravljenje odgovorno za povečano in dolgotrajno trpljenje in smrt. Zdravljenje je odgovorno za dolgoročno trpljenje in smrt. Zdravniki se ne zavedajo svoje zmote, da morate jesti veliko hranljive hrane, da ohranite svojo moč. Deliri, spazem, peritonitis, pljučnica, pleuritis, srčne težave, spalna bolezen in tako dalje so navedeni med zapleti gripe. Te se razvijajo samo pri tistih, ki so siti in jemljejo zdravila. Se razumemo? Posledice gripe so vidne samo pri tistih, ki jejo in ki so na terapiji. Da nadaljujem. Ne glede na to, ali gre za hud prehlad, gripo ali pljučnico, je treba najprej prenehati jesti. Popolnoma nobene hrane, razen vode, ne smete jemati, dokler akutni simptomi ne izzvenijo. Ne bi smeli posegati po nobenih zdravilih. Pojdite v posteljo in počivajte. Bodite na toplem, počitek, post, toplota, to so potrebe. Naj bo v vaši sobi dovolj svežega zraka. V teh pogojih lahko ležite v posteli in v kratkem času ozdravite brez zapletov in brez nadaljevanj. To so nasveti pri gripi. A ne?
kaj so nam ponudili? Cepljenje. Gripa nima zdravila, zaradi tega, ker gripa je zdravilo za naša telesa, da se očistijo. Česa strupov, ki jih mi vnašamo na dnevni bazi, skozi hrano, zrak, pijače, ne vem, karkoli, vse to moramo se zavedati, da smo bili zastrupljeni, zadrogerani, konec koncev mesna industrija nima kaj delati v človeški prehrani, pa se zdaj lahko zataknemo, kakor ćemo. Vsi se odvajamo od starih navad, to velja tudi zame, da pač mesa ne, malo manj je pa super, ja. Ne malo. Mislim, jaz še enkrat ne rabim nobenemu polagati kart, pa še zagrizem. Ker imam tako potrebo, žal jo imam, sem pa zelo discipliniran, res tega malo. Pa boste zdaj, marsikdo bo rekel, pa ne moreš se ti duhovnosti, če si zaužil košček mesa. Jaz ne bi rad promoviral nobene ezoterike ali pa duhovnosti, ampak zdravo kmečko pamet, čisto očiščeno telo in očiščene misli, da ekspandiramo zavest. To je osnoven pojem in zavest se nam širi skozi informacije in spoznanja lastna. Še enkrat, projekcija vašega življenja je vidna skozi vaše oči. Moja projekcija življenja je vidna skozi moje oči. In vsak ima svojo projekcijo, svoje prehojene poti, svoje travme, ki navadno človeka zaznamujejo za celo življenje, zato pa so tako rano vedno začeli travmatizirati ljudi, da so jih takoj, kakor hitro se jih da traumatizirati, pa označiti za, ne vem, elen, bedak, razne ADHD, SKTPM, pa HPV, pa cepiti fante proti HPV-ju, ma kaj ste znoreli, mislim, kaj pa fopajo nam v glavo laži in kar, a veš, HPV proti materničnemu vnetju ali kaj že raku na materničnem vratu, se cepi fantke, dajte no ga srati, no, kako nas imajo za primitivne, ker so primitivni sami, kaj sem še hotel tle okrog HPV-ja, celo tudi rak je, ni obstajal, dokler niso začela obstajati cepljenja. Tako da največja laž, poleg tega, da je COVID največja bolezen, je tudi to, da odkar imamo medicino, pa ljudje dlje živimo. Zelo slabo, ni res. Odkar imamo medicino, je življenje ljudi bistveno slabše, fizično in mentalno. Enako velja, odkar imamo na razpolago široko paleto knjig v raznih knjižnicah in knjigarnah. Imamo tudi veliko paleto mahinacij, manipulacij in propagande, predvsem zavajanj. In odkar imamo tehnologijo, predvsem videoigre, je mnogo ljudi oddalo svoj čas, fokus in pozornost v nekaj, kar tudi približno nima veze s kekcem, niti približno nima veze z realnim življenjem. In vse videoigrice so toksične, tako kot večina produkcije Hollywooda. Okej, vendar so nam tudi skozi eno in drugo in tretjo obliko, torej bom rekel knjigo, televizijo, igrice in tako naprej, pokazali, kaj se grejo. Film je Utopija, tudi krasen za pogledati, kako grejo stvari. V For Vendetta je tudi krasen, da si pogledate, kaj počnemo zdaj. In tako. Pa Matrica, pa Divergent, Razcepljeni, to so vse neki filmi, ki so vredni, da jih človek pogleda. Okej. Rad bi še enkrat pozval vse, ki ste vedeli, kaj se je dogajalo v zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, bolnicah, za 4 stenami, da spregovorite. Če mislite vztrajajte, vendar čas se enkrat odšteje in odštelo se bo. Zagotovo, ker to je naročilo, vsi so ujeti že na svojih dejanjih in vse, kar je izbira, je, ali se boste pogodili za sodelovanje ali pa vas čaka smrt. To je brezpogojno navodilo Williama Barra, ki, mislim, da je William Barr, mogoče sem pa šmentno, ameriškega
sodnika, ki je prvi spregovoril o teh stvareh, pa to je informacija stara že, ne vem, 3 leta ali 2 leta. Nič tacga spet posebno novega, ampak zavedanje, da se pomikamo proti končni točki. Zdaj, ta končna točka ne more nihče napovedati datumov, kdo pa bi v vojnem stanju, kakršnem smo, napovedal sovražniku kakršenkoli premik ali datum, a ne. Tako da ne bodo se zgodili datumi, nič bati, se pa dogajajo in tribunali, premiki vojske, premiki policije, na dnevni bazi se odstranjujejo ljudje, lahko smo pa že malo tudi na lastne oči opazimo, da je manjše število ljudi naokrog in se dogaja. Se dogaja manj ljudi. Manj ljudi je, ki bi se radi veselili in nekako zabavali in iskreno se veselili, ker iskreno so lažnivci, ne. Veliko preveč njih. Smo mislili, da jih je ipak manj, pa se izkazuje zelo širok nabor. Predvsem je noro to meni, ko v 2 letih probam z ljudmi komunicirati, ne, da jih osvestim, ampak tako, da bi se pogovarjali in se folk dela neumnega. Enostavno jih ne zanima ne pedofilija, ne obstoj virusa, ne to, da je cepivo smrtno nevarno, nič jih to ne zanima, oni se delajo naprej neumne. In jaz tle v bistvu si rečem, pa kaj to, pa to je noro, pa koliko nas pa je takih še, ki svojo glavo mislimo. Ja, nekaj nas je še in ti, ki se probamo misliti svojo glavo, uporabljati neke, rekel, točke oprijemljive, logične in med tem povezujemo neke nitke, neke zaključke. Mi se bomo kar zbrali na pikniku, kar ta teden, to čez 3 dni že, tako da če še kdo se vidi, da bi se nam pridružil, dobrodošel, mail je od spodaj, matej.tursice.h.mtk@gmail.com. Še enkrat obvezno na mail, da imam tam v bazi, ne mi pol message pisati, to za 4 stenami sem hotel še eno iztočnico dati, se je dogajal genocid, izdaje in travmatizacije ljudi. Strani staršev, strani nekih znancev, najbližjih, in za 4 stenami so se dogajale res grde stvari, strani ljudi, ki so v družbi igrali vlogo lepega člana, naj si bo to, ne vem, a ne, naven, vsi super krasni, za 4 stenami pa teror. In tega terorja ni tako malo. Ta teror se je nadaljeval tudi v spolne zlorabe, ki so po statistiki vsaka druga punca pa vsak 5. fant v Sloveniji ima izkušnje. Ne gre povsod za posilstva, gre za otipavanje, gre za nakazovanje, ampak imeti izkušnjo z spolno zlorabo, sem pa prej rekel, vsaka druga pa vsak 5. Tako da dajmo se zavedati, stvar je zelo razširjena in ljudje, ki so grdo počeli, so sledeni in bodo prišli do zadnjega srečanja z vojsko. Kot sem že rekel, v Maleziji prvi zdravnik, v Ameriki pa itak Nancy Pelosi že odstranjena, pa tudi Biden, pa Hillary, pa Angela Merkel, pa vse to so frajerji že za svojimi zapahi, ne, oziroma so obviseli na konopljinih vrveh, ker tako ne marajo konoplje. Konoplja je super, sploh za pedofilijo, ker pedofilija je nekaj, kar družba ne more imeti med sabo pomešano, ne, ki izgledajo kot normalni ljudje, a so pedofili. Ja, pa noben nič ne govori, pa kdo bo spregovoril o svojem najbolj sprijenem dejanju? Halo. Tako. Kaj sem še hotel reči? 4 stene, zloraba položaja ste imeli uradni delavci, a ne? Ste zlorabili, zaradi tega obvezno boste kaznovani, ker vam je bilo nekaj predano v varovanje, delovanje dobrega, vi ste to izdali proti svojim ljudem. Če ste to naredili za nekoga, ki je prebivalec Republike Slovenije, ste to naredili tudi za svoje bližnje. Otroke, starše, partnerje, brate in vse ostale ste podpisali iste stvari in jih urejali, če bi seveda bila pravica za vse enaka, pa ni, a ne?
Zato mora tudi ta sodni sistem se prevrniti na glavo, ker nas ni občuval pred ničemer. Varuh človekovih pravic je pa zdaj predsednik, ki pravi, da pravica do necepljenja ne obstaja. Dajmo se zavedati, da ne more tak človek prevzeti katerokoli funkcijo nad mano, ker on pravi, da teoretikov zarote pa ne bo spuščal v hram. Predsedniško palačo pa ne, teoretikov zaroto pa ne. Ne, samo moraš biti priden pohleven, tako kar rečejo, če misliš drugače pa ven. In tu nam ksiht povejo. Sej že prej bilo tako, samo niso na glas povedali, zdaj pa sami sebe izdajajo. Če boste pozorni, njihove besede, dejanja, zapisi so via vaja, res so primitivni, v bistvu so zlobni in nas ne marajo in nam ne delajo prav nič dobrega. Še ta podatek sem hotel dati, da se je, odkar je Biden kao nastopil, pa ni Biden nikoli zares nastopil, ima Amerika največjo krizo zadnjih 50 let po nafta, ki je bila polne rezerve nafte so bile čist vse polne, ne vem, če se spomnim tisto obdobje, ki je bila nafta v bistvu minus, se pravi, si dobil še cash, da si jo vzel, takrat je Trump nafilal vse državne rezerve. No, zdaj so vse te rezerve prazne, cena gazolina je pa v nebo, ne vem zdaj, koliko točno, nima veze. Energetska je kriza, spet so se začeli, recimo mejo je Trump postavil že skoraj do konca, pa je pa Biden rekel, ne, sej ne rabimo. Seveda ne, ker so iz Mehike dobivali grozne količine tako drog kot otrok. Žalostno, otrok za svoje krvave rituale. Zlo je prišlo do svojega bridkega konca, zdaj še tolče in opleta s svojim repom in misli, da se bo še kaj rešiti dalo. Ne da se več rešiti nič, ker je bilo že prej adijo via vaja in niti pod točko razno normalnemu človeku ni do tega, da se vrnemo kamorkoli nazaj od tega, kar smo imeli. Mi smo samo za naprej. Naprej pomeni v mir, v solidarnost in sodelovanje, v svoj pristen odnos s samim sabo, v spoznanje, kako zelo veliki smo, v spoznanje, da smrt ne loči ničesar, da smo energija znotraj telesa, ki je imela namensko poškodovan DNK, v katerem so vsi zapisi, ki jih rabimo in vsa modrost, in kmalu bomo ugotovili, da si nimamo kaj pomagati z nobeno izmed zapisanih knjig sodobnega časa, ker so vse banana. Ne bom, spet ne smem reči vse, ker to ni res, ampak prevelik procent, tako je prevelik procent ljudi, ki so delovali za svoje slabo, negativno, zlobno in so bili izdajalci, prevaranti, manipulatorji ali z eno besedo narcisi, pijavke, hudičeve. Dobro, jaz sem si želel, da vam dam en takle video za vse, sicer vas vljudno vabim, da se mi pridružite pri naročninskem delu, tam imamo 12 videov na mesec, naredimo pa še kaj. Sicer pa se bom še malo mikrofona paril, pa bom probal še kaj radijskega vam povedati, radijsko se pravi brane tekste. Tle tudi si valjda si želim kakšen povratni komentar, vam to odgovarja, želim si tako, da imate vsebino na video, vso to vsebino mojo navadno zapiševa z Mihaelo. Ideja je v tem, da to vsebino polepšamo in jo damo tudi v brani obliki, da lahko človek pržge to in gleda. Žal je YouTube zaenkrat edina varianta široke potrošnje, sicer imamo boljše platforme, ampak sam pa le ne morem čisto vsega podelati na vseh tehničnih platformah, enostavno nimam časa. Pa tudi, kdor želi, kdor ne želi, pa ne želi. Pa nima veze, kam bi dal. Dobre, imejte se prečudovito, zabavite se, zavedite se, da ste široko, smo vsi vodeni strani galaktikov, angelov, duhov, naših entitet, ki jih ne vidimo, čuvajo nas, ker smo jim edini spas, ker mi imamo telo, oni ga nimajo in nam želijo vse dobro in to vsem. Na nas pa je, da sprejmemo odločitev. Bomo delovali v dobro
ljudi v dobro, lepe civilizacije, ki je na pragu zlate dobe, ali bodo še tiščali glavo v pesek, se delali neumne in podpirali genocidni sistem, ki nas želi umoriti. Ta stran ljudi bo svet zapustila. Garantirano. Potrjeno. In ga že zapušča. Zelo hitro. 200 na dan jih samo v Guantanamu pospravijo. Slovenija mora se znebiti 36.000 genocidnikov. Tok za občutek malo zračunajte, koliko na dan bi jih bilo treba pospraviti, da bi izginili v 2-3 letih. Ne? Pa vas ta čas se dogaja, pa veste, kako nekaj je. Dobro, vsekakor imejte se prečudovito, ljubljeni ste, ostanite mirni, hidrirani, vode ful spite, dajte še stopati z boso nogo, tudi če je mrzlo, vršt se v jezero, morje ali reko, ne bo noben umrl, celo drugač, zelo zdravilno je, dajte jest zdravo, da očistite svoje telo, ker zdrav duh v zdravem telesu je pa tudi nekaj, kar se nisem jaz zdajle spomnil. Imejte se radi, da boste zdravi, ne? A veš, da se imaš rad telo, ne? Valjda mu ga pol natepeš z gažlo, ne? Ali kaj? Pa pol se ulivaš z oljem, pa vsemi pa izotonično, ne vem kaj, jajco, pa prehranskimi dodatki. Zavedajte se, da niti ena stvar, ki so nam jo dali v usta, ni dobra. Bejš, če ujedeš, pravi Primorci. Dosti je. Imejte se prečudovito in se vidimo če prej, ne, pa v nedeljo pa najbrž ne. Ker bomo na pikniku, ne? Ja, lahko. Kaj se prijavite, če ste če se čutite, dobrodošli. Ajde, čaus!